Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v oddaji Vroča tema na portalu domovina.je. Dogajanje povezano z našo javno radio-televizijo ostaja vroče, še bolj bi jo ogrela odločitev manjšine ustavnih sodnikov, ki so odpravili začasno zadržanje izvajanja dela novele zakona o RTV Slovenija. Kaj to pomeni in kako naprej, bomo vprašali moja današnja gosta. V studiu portala domovina.je lepo pozdravljam vrhovnega sodnika in nekdanjega ustavnega sodnika, gospoda Jana Zobca. Pozdravljeni. Dobar dan. In lep pozdrav profesor dr. Peter Gregorčič, tudi pobudnik ustavne presoje in dosedanji predsednik programskega sveta RTV Slovenija. Pozdravljeni. Spoštovana gosta, najprej za oba vprašanje. Nekateri trdijo, da gre pri odločitvi manjšine ustavnih sodnikov za precedenčni primer. Gre res, gospod Zobec? Precedenčni primer, to je primer brez precedensa. Ni pa nikakor precedenčni primer. Lahko bi postal, ampak če bi postal, ne bi bilo več ustavne demokracije. Namreč ta primer je tak, da v konfliktu interesov zakonodajalca, politične volje in varstva človekovih pravic daje prednost politični volji, ki jo uteleša zakonodajalec. Ne? To je pa na glavo obrnjena ideja ustavne demokracije. Jaz se tukaj lahko sam strinjam, da dal bi še sledeče, kar mene v bistvu v resnici preseneča v tem sklepu je dejstvo, da so ustavni sodniki, ni bila manjšina, bila je relativna večina, ampak še vedno je bila večina, za vsak sklep rabite večino, zapisali, da ustavno sodišče ne more izpolniti svoje ustavne vloge in da ne more zagotoviti učinkovitega pravnega sredstva. Zdaj, kot jaz razumem, civilizacijska norma je, da sodišče nikdar ne sme in ne more reči, da nečesa ne more ali ne zna. In v tem primeru je to sodišče dejansko to izreklo. Ne? In na podlagi tega, v povezavi s tem, kar je gospod Zobec prej rekel, se pravi, reklo je še, ne, da sodišče ne zmore vsebinsko odločiti v tej sestavi, da to posega v zakonodajalčevo voljo in da preprečuje, da bi zakonodajalci zašel svojo voljo in s tem argumentom je odpravilo sklep nasproti pobudnikom. Torej, po domače rečeno, pustilo je, da voda, ki bo prišla, pobudnike preprosto odplakne, ker ko je to reklo, ni pobudnikom zagotovilo nobenega drugega pravnega varstva, ni zavarovalo našega pravnega položaja. To se zdi meni v resnici škandalozno, ker je v nasprotju z samim jedrom ideje varovanja človekovih pravic. Namreč nosilec človekovih pravic nikdar ne more biti zakonodajalec, to je državna oblast, vedno je to posameznik in ideja človekove pravice v tem in tudi delitve oblasti. V Sloveniji imamo sodno, izvršilno in zakonodajno in ideja delitve oblasti je v tem, da učinkovito varuje človekove pravice. Torej, da varuje prekomerne posege oblasti, državne oblasti, v človekove pravice nekega posameznika. V tem primeru pa je ustavno sodišče zavzelo drugačno vlogo. Reklo je, namesto, da bi varovalo pravice posameznika, se postavim na stališče ostalih dveh vej oblasti in zdaj bomo mi tri veje oblasti kot enotna oblast delovali proti posamezniku, ki je prišel po svojo pravico. In z tega stališča se strinjam, da je to v resnici, jaz mislim, da v razvitih demokracijah zahodnega sveta je to dejansko sklep brez primera. To sem popolnoma prepričan. Gospod Zobec, kako je po vaše vpliv oziroma pritisk politike, pa tudi javnosti, vplival na odločitev sodnikov? To ne vem, kaj se je dogajalo v glavah sodnikov. Pritisk politike in javnosti je pa seveda bil, ne. Kontinuirano so zaposleni, nekateri zaposleni na RTV stavkali, uprizarjali neke demonstracije, neke performanse na Kolodvorski pred stavbo in to gotovo pomeni nek pritisk. Ne. Lahko, da je to tisto, kar se je ustavnim sodnikom nekaterim zdelo, da to je pa že preveč, ne. Ampak seveda namesto, da bi imeli v mislih izključno in samo to, na kar so prisegli, to pa je, z vsemi močmi si bom prizadeval varovati človekove pravice in ustavnost, ne,
so pač tem najbrž pritiskom podlegli. Jaz samo špekuliram, ker spremenilo se ni pravzaprav nič. Ne. To, o čemer oni govorijo, to ni tisto, kar je sprememba. To, da ne morejo doseči soglasja, ne, to je stvar v njih samih, ni to sprememba. Spremembe se dogajajo zunaj, ne v njih samih. Ne. To, da ne morejo doseči soglasja, da ne morejo izdati sprejeti odločbe in zato odrečejo pravno varstvo, pomeni tako, ne, in tako so tudi napisali v obrazložitvi, da bo postopek še trajal, da ne bo v doglednem času mogoče razsoditi, ne, in ker bo kršena pravica do sojenja v razumnem roku, to pravico do sodnega varstva, do sojenja odvzamejo. Razumi, kdor more. Dr. Avbelj in dr. Gregorčič sta v odzivu navedla, da je Ustavno sodišče s tem sklepom zaščitilo državno oblast pred posameznikom, kar je v grobem nasprotju s samim jedrom ideje varovanja človekovih pravic. Delite to mnenje? Ja, vsekakor. Na tem temelji ustavna demokracija. Ne? Ustavna demokracija omejuje pomeni volja ljudstva, ki je pa vselej to politična volja, ki se izraža skozi predstavniško demokracijo, se pravi skozi parlament, omejuje ustava. Zato rečemo, da vlada ustava. Ne. Tu gre za vladavino prava, ampak še bolj vladavino ustavnosti nad voljo ljudstva, nad voljo parlamenta, nad voljo zakonodajalca. In varuh le tega je, ne, ker ustavnost pa nima te moči, da bi se kar sama artikulirala, ne, in zavladala, je Ustavno sodišče, ki razlaga in govori, kaj je ustavno. Ko tega ni več, nimamo več ustavne demokracije. Potem vlada politična volja utelešena v parlamentu. Ne? In to je bil tudi en od razlogov za zaton Weimarske republike. Ne? Ni bilo Ustavnega sodišča. Gospod Gregorčič, odločitev je sedaj jasna, jo boste spoštovali. Kako dolgo boste še predsednik programskega sveta RTV Slovenija? Poglejte, to vprašanje, ali bom spoštoval odločitev, je neumno. Posameznik ne more ne spoštovati odločitev Ustavnega sodišča. Zato, ker v resnici, kot sva zdaj oba pojasnila, ideja Ustavnega sodišča je, da pomaga posamezniku, da preprečuje prekomerne posege oblasti, državne oblasti, ki je neskončno močnejša od posameznika v človekove pravice posameznika. In se pravi, če Ustavno sodišče reče, da nečesa ne bo zaščitilo, pač posameznik proti temu nima ničesar, torej ne more ne spoštovati. V resnici je tako, ne, da proti odločbam Ustavnega sodišča lahko jih ne spoštuje izključno državna oblast, ker ona ima moč uporabiti samovoljo kljub opozorilom in ignorirati odločbo, kar smo recimo videli v zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ko zakonodajalec ni želel 7 let spoštovati odločbo Ustavnega sodišča. Glejte, če bi Ustavno sodišče recimo takrat nam ne pritrdilo, mi nimamo možnosti ne plačevati razlike, ker bi nas izpisali šole. Ne? Torej, to vprašanje je že v osnovi zgrešeno, ali bom jaz kot posameznik, tisti, zoper katerega pač Ustavno sodišče je odpravilo pravno varstvo, spoštoval to, da je proti meni odpravljeno pravno varstvo. Tega jaz ne moram ne spoštovati. Zdaj pa glede vašega drugega vprašanja, dokdaj bom predsednik programskega sveta. Zakon, ki ga je tale novela, ki je predmet presoje na Ustavnem sodišču, zakona o Radioteleviziji Slovenija, je v prehodnih določbah določila, da z uveljavitvom novele, to se je zgodilo 28. decembra, dan po objavi v Uradnem listu 27. decembra, prenehajo mandati vsem članom programskega nadzornega sveta, pa tudi direktorjema in generalnemu direktorju. In se pravi, mandatov od takrat nihče od nas nima več. Potem pa ta zakonodajalec je uredil ta začasni režim do vzpostavitve novih struktur tako, da je rekel, da dokler se ne konstituira nov svet zavoda, člani programskega sveta in tudi nadzornega sveta opravljamo zgolj funkcijo in sicer skladno s tistimi pristojnostmi, ki so jih imeli na dan uveljavitve zakona. Torej, jaz sem bil takrat predsednik in ostajam predsednik do konstituiranja novega sveta. Potem je pa zakonodajalec še rekel sledeče, da se svet konstituira takrat, ko je v Uradnem listu objavljena večina, to je 9 od 17 članov novega sveta.
To se je, se pravi, potem je pa vmes poseglo Ustavno sodišče z začasno odredbo. Naj tukaj povem eno stvar, da mi smo šli na Ustavno sodišče zato, ker nam je v bistvu zakonodajalec po zakonu samem vzel mandate. Torej, tukaj ni bilo nikakršnega sklepa, ki bi ga lahko mi izpodbijali na recimo upravnem sodišču. Zato je bila v bistvu pobuda, ki smo vložili na Ustavno sodišče, naše edino možno sodno varstvo oziroma pravno sredstvo, ki smo ga lahko vložili v Republiki Sloveniji. Z tega stališča v resnici v tem primeru Ustavno sodišče kot sodišče prve stopnje. In ker je ta rok se takrat februarja zelo hitro približeval, če bi želelo biti to pravno sredstvo učinkovito, to pomeni, da bi učinkovito ščitilo našo pravico, namreč človekove pravice so učinkovito ščitene takrat, ko so dejansko ščitene, ne samo takrat, ker rečejo, vse lahko greš na sodišče, čez 10 let bo odločeno, ker pravica zamujena je pravica izgubljena, ne? In če želelo učinkovito ščititi, je moralo zavarovati naš pravni položaj. Zavarovalo ga je tako, da je začasno ustavilo konstituiranje sveta in reklo, da se ta točka, ko nam neminovno preneha tudi funkcija, ker mandat nam je že prenehal, zamakne v tisto prihodnost, ko bo sodišče o tem vsebinsko odločilo. No, in ker so vmes bili objavljeni, spravi, sklepi o imenovanju so že bili objavljeni, se ta dogodek ne more več zgoditi, zato je Ustavno sodišče v tej drugi odločbi, kjer je odpravilo začasno zdržanje, določilo način izvršitve in reklo, da se bo konstituiranje zgodilo takrat, ko bo sklicana seja novega sveta. In ta se mora zgoditi v 7 dneh po objavi v Uradnem listu, to je naslednji ponedeljek. Če se bo zgodilo to v ponedeljek, torej v ponedeljek, meni preneha tudi funkcija predsednika Programskega sveta. Gospod Zobec, slišali smo v preteklosti, češ, da bo zakon odpravil politiko iz javne RTV Slovenija, pa jo bo res vsem tem, kar smo videli do sedaj? Politika je pač ljudem imanentna, ne? Ljudje smo politična bitja. Vsak od nas ima svoja prepričanja, svoj svetovni nazor in odpraviti to človeku imanentno lastnost je nesmiselno, ne? Tisto, kar je treba zagotoviti v tem javnem servisu, je pluralizem, je pluralizacija tega medija. Se pravi, da ima vpliv na ta medij, oziroma da ta medij odseva pluralizem v družbi. Zato ves čas ponavljanje te mantre o depolitizaciji je nesmiselno, ker skozi to depolitizacijo se bojim, se bo zgodila, vsaj taka je bila tudi ena od izjav zelo vidnega novinarja, ne, zgodila pač depluralizacija, ne, ko je sej najbrž vsi vemo, ne, da je tistih samo je manj, ne. Torej, mi vsi smo ena velika, srečna, enako misleča družina, ne. In to je to. Druge strani z drugačnimi stališči, ki bi osvetlile dogodke s drugih zornih kotov, ne, tega ne priznavamo. In lahko, da se bo politika popolnoma umaknila, ne. In se tudi ne bo treba pravzaprav, oziroma niti ni treba biti navzoča, ker so potem, ker je novinarska struktura, uredniška struktura pač enako misleča, ne. Potem ni potrebno, da se politika v to kakorkoli vtika, ne. Depluralizacija, to je problem. Tu vidim glavni problem. Gospod Gregorčič, tudi v zadnji odločbi Ustavnega sodišča je bilo prebrati, češ, da je bolje, da je ta novi zakon tudi zaradi tega, ker bo manj vpliva politike na delo javne RTV. Tako so zapisali sodniki. Ja, tukaj se strinjam in tlele bi se sam navezal tudi še na prejšnje vprašanje. To samo kaže, kako močen termin je beseda depolitizacija. In o njem sem zato veliko razmišljal, ne. In v bistvu sem se vprašal, kaj v resnici pomeni. Glejte, Državni zbor, to je v resnici telo z največjo demokratično legitimnostjo. Državni zbor je nekaj, kar so ljudje izvolili na volitvah, se pravi 90 poslancev, da jih tam predstavljajo. Z vsakim poslancem stoji neka skupina njegovih volivcev. In ti volivci so njemu podali svoje pooblastilo, da odloča v njegovem imenu. Državni zbor je zaradi tega
tudi urejen tako, da razen v izjemnih primerih mora biti vse njegove seje javne. Mora biti podvržene javnemu nadzoru. Recimo, prenaša se po televiziji, imate jih v arhivu. Se pravi, vsa ta transparentnost je jasno določena in tudi predstavljena. Zdaj, sprašujem se, od kje je potreba najprej po depolitizaciji, in moj odgovor je, ta potreba lahko izhaja zgolj iz šibkosti politike. In sicer iz šibkosti, ki je prišla očitno do te stopnje, da politika sama sebi ne zaupa. Da ti poslanci, ki smo jih volivci in podelili mandat, da urejajo javne zadeve, skupne, ki so nam skupne vsem, v našem imenu, ne zaupajo sami sebi, da so to sposobni učinkovito in pošteno početi. To je prva stvar. Druga verjetno je ta, da mogoče sploh niso, da morda je to zgolj neka infantilni občutek, ki se potem manifestira na tem, da dobite neko všečno ime, depolitizacija, vse bomo umaknili v neke druge, bolj skrite kotičke. Zdaj pa druga stvar, ki bi tukaj rekel, seveda, politični vpliv na vsak medij je težava, vendar politika ni edina, ki želi imeti vpliv v medij. Naj pojasnim. Vsakdo, ki v družbi želi uveljaviti neko svojo idejo, in s tem ni nič narobe, želi seveda imeti vpliv na medije. Ker mediji oblikujejo javno mnenje, oziroma, če rečem še bolj milo, če imam jaz neko idejo, kako bi bilo recimo neko skupno življenje urejeno, kako naj bi nek problem razrešili, ga moram vam sporočiti. Zdaj, vam ga lahko sporočim po telefonu, ker imam vašo številko, vendar recimo gospoda Zobca številke pa nimam in on tega ne bo vedel. In če želim jaz to sporočiti, rabim medij. Torej, tukaj se politika in tudi očitno se je tudi Ustavno sodišče ujelo v to zanko, šla zgolj v razmislek, kako politika vpliva na medije. Glejte, jaz mislim, da je veliko bolj, ali pa vsaj enako problematično, kako centri moči, recimo gospodarske moči, želijo vplivati na medije. Tudi centri moči civilne družbe želijo vplivati na medije, posamezniki, s tem ni nič narobe. Poglejte, meni je zelo ena ljubših teorij, ali pa najbolj genialnih teorij mi je teorija v resnici evolucije. Ideja evolucije je samo v tem, da različne, recimo na biološkem smislu, različni genski zapisi tekmujejo in zmagajo tisti, ki so učinkovitejši. V sociološkem smislu je pa to, da zmaga tista ideja, ki je učinkovitejša, in z tega stališča je pomemben pluralizem. Ker pluralizem potem omogoči, da pridejo v mediji vse ideje, vsi pogledi. Jaz tukaj želim malo razširiti zadevo, ker mi vedno, ko rečemo pluralizem, imamo idejo, da pridejo levi in desni. Tukaj ne gre samo za politično opredeljenost, ne gre samo za svetovno-nazorsko opredeljenost, tukaj gre resnici za tržnico idej. Lahko tudi recimo, kako boste naredili avto, imate različne rešitve. Tehnološke, ko boste k temu pristopili. Imamo recimo 2 veliki podjetji, ki delata telefone. Tukaj ni nič levega pa desnega. In te stvari moramo javno soočati zato, da izluščimo tisto, kar v resnici najboljše, najučinkovitejše, kar nam omogoča največjo kakovost življenja. In s tem, ko smo se mi zaprli v diskusijo o tem, umakniti politiko, politični vpliv iz nečesa, v tem primeru medija, smo se zaprli v en zelo ozek del našega celotnega življenja in v resnici izgubljamo poudarke na vseh drugih področjih, ki so pa enako pomembni za civilizacijski razvoj. Če ostanem še, gospod Zobec, za trenutek pri pritiskih na sodnike, ki smo jih videli v zadnjem času na ustavne sodnike, predvsem tudi to, da si en sodnik najprej glasuje tako, potem glasuje drugače. Kaj to pove o ustavnem sodišču in tudi o, bomo rekli, konsistentnosti njihovega dela? Ja, o tem smo že prej govorili. To je problem v tem primeru teh spremenjenih okoliščin, za katere Ustavno sodišče pravi, da so v tem, ker se zadeva predolgo vleče in da niso prišli do odločitve. Sicer je pa taka odločitev v nasprotju s številnimi načeli, med drugim tudi enim od načel pravne države je vezanost sodišča na svoje odločitve. In Ustavno sodišče je bilo vezano na zadržanje, ki ga je izreklo. In da se uradoma ex ofo izreče potem drugače, da odpokliče že izrečeno zadržanje, pri tem se pa spet sklicuje na svojo
nesposobnost odločiti v razumnem roku, ne, pomeni na nek način, kot je nekdo rekel, samo ukinitev. Ne. Se pravi, nisem sposoben odločiti in zato, ker nisem sposoben odločiti, ne bom odločil. Ne bom odločil tako, da vam bom pač pravico zanikal. To je denegatio actionis. Ne. Kar je v nasprotju s spet civilizacijsko prepovedjo samopomoči, ker to napotuje na samopomoč. Seveda, nihče se ne bo poslužil, nikomur niti na kraj pameti ne pade. Ampak prvi korak k razkroju prava je pa storil tisti, ki je odrekel sodno varstvo. Ne? In v tem primeru je to odrek sodnega varstva. Ko spustiš oziroma ko odmrzneš, odpokličeš začasno zadržanje, ne, si irreverzibilno prikrajšal pobudnike za pravno varstvo. Nikoli več ne bodo pravice, ki so jo iskali in edina pot do njih je bila ta pobuda, edina sodna pot, edino pravno sredstvo, nikoli več je ne bodo dobili. Razen seveda, če ne bo Evropsko sodišče poseglo vmes in izdalo začasno odredbo. Ste se prav zaradi tega obrnili na ESČP? Glejte, na ESČP smo se obrnili zato, ker v resnici ta zadeva presega samo okvir RTV Slovenija. In tukaj morda je narobe razumljeno, da se vsaj jaz osebno borim za svoj mandat. Meni se zdi samo tako, ne želim si, da ta država gre v tako napačno smer, kot gre. ESČP v resnici ne more razveljavljati aktov države, kot razumem, ampak daje neko zadoščenje. Mislim, da celo zadoščenje po konvenciji je tisto, kar dosodi ESČP v primeru, da zmagaš. Zdi se mi pa pomembno, da na neki stopni neko sodišče za svojo avtoriteto in legitimnostjo pove, da se tega preprosto ne sme početi. Zdaj bom malo zoprno rekel sledeče. Kdorkoli od posameznikov, ki niso ravno privilegirani, je imel v naši državi opravka z nižjimi sodišči, je nekaj taza, kar se nam zgodilo, verjetno že občutil. Recimo, naj se vsi tisti, ki so se ločevali, spomnijo kakšnih svojih sodnih postopkov, pa tudi kakšni drugi. Žal, tako je pač pride od ljudi, ne, se pravi, naše sodišče velikokrat delujejo v tem kontekstu malce arbitrarno ali pa na moči, ali pa na strani močnejšega. Ne. O tem tudi pričajo številni primeri, ki jih beremo v medijih, kako nekdo vedno nekaj zastara, vedno nek drugi tožilec dobi to v roke, tak tožilec, kjer mu vedno pade in tako naprej. Nek mali človek pa v resnici, ki nikogar ne zanima, ne gre v medije, tam ga pa zelo hitro sprocesirajo do konca. Ne. In zdaj v preteklosti smo imeli vsaj ustavno sodišče, ki je bilo vsaj eno šivankino uho, kjer se je najprej vsaj kakšen tak primer rešil. Zdaj, tukaj se bojim, da se je to zaprlo. Naj povem še eno stvar, o tem sem razmišljal jaz v resnici že leta med 2016 do 2020, takrat, ko smo se borili za to, da bi zakonodajalec spoštoval odločbo ustavnega sodišča v primeru financiranja zasebnih šol. Takrat sem si jaz takole rekel. Sem rekel, centri moči, ki so v ozadju, in tem recimo, mislim, da je tudi bivši predsednik Pahor, ki je dal analizo, kratko analizo naše države, je ena izmed točk zelo zanimivih, ki reče, težava naše države je v tem, da centri moči so izven institucij. In ti centri moči so v ozadju. In o teh centrih govorim. Ti centri moči, sem si jaz takrat rekel, ko je prišla ta odločba ven, so spregledali majhno napako v sistemu. To je ustavno sodišče. Skratka, kaj sem hotel reči? Glejte, ko je prišla ta odločba ven, je takrat en izmed centrov moči v šolstvu rekel, nič hudega, to bo še ena odločba, ki pač nikoli ne bo uresničena. Potem pa, ker smo mi ustrajali, ker smo se dejansko 7 let tudi medijsko borili, so pogruntali, da očitno je ustavno sodišče napaka v sistemu in takrat sem jaz rekel, to napako bodo zaprli. In so tudi jo. In zdaj pa, kje je pa zdaj tukaj problem? Glejte, naša država ima eno zgodovino, ki je v nekem delu tragična. In dajmo reči, že nekje četrtina prebivalstva, zdaj bom težko ocenil, ampak recimo, če zdaj zelo, bom rekel, populistično poenostavim, recimo, da je to tisto volilno telo, ki voli SDS. In da z tega dobimo ceno 25% nekje. Ne?
To je neko prebivalstvo, ki je malo manj slišano in ima občutek, da ni enakovredno slišano, kot je tistih ostalih 2/3 ali pa malo več kot pol. Ne. In zdaj, gledajte, ta del prebivalstva je imel vsaj neko zadoščenje ob vsakih tolikih letih, naprimer Ustavno sodišče v primeru Patrie je bilo recimo tak ventil, potem naprimer Titova cesta, tudi delno Zofi. In če se zdaj ta ventil zaprl, ta del prebivalstva v resnici ne bo videl več nikjer, da je slišan. Bo imel občutek izjemne nemoči. Nemoč je pa tista, ki vodi v agresijo. Ko ste vi v smrtni nevarnosti, tudi če niste, ker vaših dejanj ne definira to, kar vi res ste, ampak to, kar vi doživljate, da ste. To definira vaše občutke. Takrat vi ravnate iz obupa. In tudi zato je zelo slabo, da v resnici ta del prebivalstva ni slišan. In zdaj morda mu bom naredil krivico, bivši ustavni sodnik je enkrat rekel, ko je razlagal, kako je včasih odločil, je rekel, ugotovil sem, da je del naših državljanov bil zgodovinsko prikrajšan in ker je, vsaj tako se je predelil, prihajal iz druge strani, takrat, ko je bil tisti case, v prid tem je rekel, vedno sem se raj mal postavil proti njim in sem s tem uravnotežil svojo svetovno-nazorsko opredeljenost. Ker morate vedeti, nepristranske osebe ni. Vsak ima nekaj, kar mu je bližje. Ne vem, enemu je ljubše nekaj, drugemu pa nekaj drugega. In zato tisto, kar ti je ljubše, ti je v resnici, k tistemu boš bolj težil, to je človeško. Sodnik bi pa mogel biti dovolj izgrajena osebnost, da zna prepoznati, kaj mu je ljubše in zna najti svoje interne psihološke mehanizme, da takrat tu dodatno uravnoteži. In jaz se bojim, da v tem sodišču takih sodnikov manjka. Bojim se pa zato, ker tudi kar se še nekaj drugega sled zgodilo. Da smo mi lahko spremljali resničnosti šov na sodišču, to se še ni zgodilo. Da so informacije špricale na vse strani, to se ni zgodilo, ampak zdaj bo kdo rekel, da je to morda krivda novinarjev. Ne, to ni krivda novinarjev. Informacija iz sodišča je, da pride ven novinarji, vse kar dobite, tudi kot insidersko, to je vaš posel, da objavite. Da ščite informacijo, to je zadeva sodnikov. Zdaj bo lahko še kdo rekel, da te informacije so bile zmišljene in to bi lahko rekel do petka zvečer. Ko je pa v petek zvečer prišel predsednik tega sodišča Odmeve, je potrdil, da je bilo veliko teh informacij resničnih. Kar pomeni, da je dejansko potrdil, da je pod njegovim predsedovanjem ta institucija dobesedno nam razpadla pred očmi. Da ni zmogel zagotoviti tajnosti postopka, ki je bistvena za pošten sodni postopek. In tukaj jaz mislim, da bi se morali tudi o tem začeti pogovarjati, kdo bo za to prevzel odgovornost in še drugo stvar, in tukaj bom zaključil, bom rekel, kar pa me resnično žalosti, je to, jaz sem fizik. Da moram jaz razpravljati o teh zadevah. Mogoče gospod Zobec, da so vsi ostali pravniki tiho, da se niso oglasili, da niso rekli, kaj si o tem sklepu mislijo, da so se skrili v svoje pisarne, morda zato, da bodo dobili državne posle. Glejte, takole bom rekel, kdaj me kakšni pravniki vabijo na kakšne okrogle mize. Zdaj bom pa javno povedal, ne vabite me več. Ne jamrajte na tem, da je ta država razpadla, ker ste del krivde. Zato, ker danes bi se lahko oglasili. So se bivši ustavni sodniki s častnimi izjemami oglasili s kakšnim javnim pismom? So koga pozvali k odstopu? So koga vprašali, kaj vendarle vi počnete? In ker tega nihče ni storil, to je odgovor na vaše vprašanje, smo šli na ESČP, da morda, če bomo tam dobili, pa bodo ti gospodje vendarle prelezli svojih lukenj in kakšno besedo v javnem prostoru rekli. Ker za skupno dobro smo pa odgovorni vsi, vsak s svojimi talenti. In jaz pač kot fizik povem svoje videnje prava, ki je morda napačno. Vendar jaz moram govoriti zato, ker ne govorijo tisti, ki so za to šolali, ki jim je država to plačala. Se je oglasil morda dekan pravne fakultete, univerze, ki pripadam. In zakaj se ni? Ne vem, morda pa se ni zato, ker verjame, da to, kar je Ustavno sodišče naredilo, je prav. Potem pač tudi v redu. Gospod Zobec, ostre besede doktorja Gregorčiča. Se lahko samo strinjam. Glede uhajanja informacij, mora biti to. Tudi večkrat ste že sami v preteklosti poudarjali in mora biti, da povemo za gledalke in gledalce portala domovina.je, da smo povabili kar nekaj pravnikov in večina oziroma čisto vsi so sodelovanje odpovedali oziroma niso želeli se soočiti. Hvala lepa, gospod Zobec, da ste prišli v današnjo oddajo. Torej, odgovornost.
odgovornost za tako odločitev in za tako nereakcijo, to je večplastna. Ena poglobljena analiza slovenske tranzicije v 30 letih bi marsikaj razkrila. Začenši s šolskim sistemom in s medijem, ustvarjanjem javnega mnenja, s tem, kdo pravzaprav s to družbo in državo v resnici upravlja, ne? Kje so centri moči, kje se sprejemajo ključne odločitve. In vse to bo oziroma bi prineslo tudi odgovore na to vprašanje. Kdo je odgovoren? Ne? Niso odgovorne samo institucije. Odgovorne so toliko, kolikor dopuščajo vpliv centrov moči, ki ne nosijo nikakršne demokratične politične odgovornosti, še manj je njihovo delovanje pregledno in podvrženo kontroli javnosti. Ne. To so ti problemi. Ne. In za sodstvo lahko rečem, da je struktura sodstva korporativistična, piramidalna in ni razpršena, ne. Ki bi temeljila na posamezniku, sodniku kot močni, strokovni, moralni avtoriteti. Ampak kjer je v igri vse mogoče kalkuliranje, premisleki, kaj bom naredil, kaj mi bo bolj škodilo, v katere strukture naj se vključim, in vse to preglasi tisto, kar bi moralo biti temeljno pri sodniku. Močna strokovna, moralna avtoriteta. Ne? Ko se pa začnejo potem zibati kot bilke v vetru, kaj je bolj pragmatično za njihovo kariero, dnevno korist, dolgoročno korist, potem seveda se začne dogajati to, kar je pri nas, in dogaja se leta, desetletja, nihče ne reče nič, ker so vsi na nek način v to vključeni, vsi nekaj dobijo, nekaj več, drugi drobtinice, in rezultat je tišina. In to je problem. Gospod Zobec, kako zaskrbljujoče pa so besede, da nimo tudi predsednice države, češ da bo v prihodnje imenovala takšne sodnike, ustavne sodnike, da do tovrstnih primerov, kot smo jim bili priča sedaj v zvezi z zakonom o RTV, ne bo prihajalo? Ja, ta izjava je, moram reči, zaskrbljujoča ali pa tudi ne. Odvisno, kako jo razumemo. Ne? Lahko jo razumemo tako, da bo poskrbela, da bodo imenovani sodniki, za katere se že naprej ve, kakšnega prepričanja so in kakšen pogled imajo na stanje v družbi in kaj vse so pripravljeni narediti, upogniti pravo in tako dalje. Lahko pa jo razumemo tudi tako, da tega, kar se je dogodilo sedaj, s tem začasnim zadržanjem, kar je pravni škandal brez primere, ne bo več. In da bo pri naslednjih imenovanih sodnikov pazila, da bodo na ta mesta imenovani sodniki z integriteto, z dokazano, izpričano integriteto, strokovnim znanjem, ki ne bodo nikoli počeli to, kar se je zgodilo zdaj. Doktor Gregorčič, le še vprašanje. Ali vas skrbi prihodnost javne RTV? Glejte, jaz mislim, da je ta hiša izjemno pomembna. Tako kot pravi zakon, to je hiša nacionalnega, kulturnega in medijskega pomena in jaz si resnično želim vse najbolje. In upam, da se bo znala razvijati v pravi smeri. To je vse, kar bi rekel na to temo. Pa vi, gospod Zobec? Jaz se lahko sam pridružim. RTV je izjemnega pomena ne samo za obveščenost, ampak za kohezijo te družbe. Ne? Povezuje nas, širi obzorja, pomemben kulturni dejavnik v družbi. Ne?
Samo če pogledamo, koliko ima lastne kulturne produkcije, ne, glasbene že konec koncev, ne, gledališke oziroma filmske, ne, dokumentarne oddaje in tako dalje, poljudno-znanstvene, sej politika je samo en del, ne, in kot je dr. Gregorčič rekel, ne, življenje ni samo politika, sestavljeno je iz nešteto interesov, ne, in vse te interese, vso to mavričnost, to pahljačo interesov mora pokrivati RTV in je izjemnega pomena, pride v vsak dom. In videli bomo, kako bo v prihodnje. Hvala lepa za danes, spoštovana gosta. Hvala za povabilo. Hvala vam. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala, ker ste si ogledali današnjo vročo temo. Prijavite se na naš kanal in spremljajte na našem portalu domovina.je v tedniku Domovina. Postanite naš naročnik in s tem podprite neodvisno novinarstvo. Nasvidenje, do prihodnjič.